Živjo, Borut Lesjak tukaj. Rad bi vam predstavil določene aspekte metode celjenja, ki jo uporabljam in učim. In ko rečem uporabljam, s tem mislim, da jo uporabljam tudi na sebi. In vsak dan se naučim tudi precej novih reči. Danes sem se naučil, zdajle sem ravnokar meditiral. Za tiste, ki še ne poznate te vrste meditacije, zelo na kratko gre za pranajama, dihanje. Izgleda tako, da se uležeš na hrbet in ponavljaš ritem dihanja, ki izgleda takole. In to preprosto ponavljaš 20 minut, 25 minut, različno, odvisno od dneva, koliko imaš časa. Na koncu zaključiš z mirovanjem, počitkom. Ta druga faza se imenuje tudi faza celjenja. Takrat namreč zelo veliko čutiš, zelo veliko se ti odpre, steče ti tok energije. Skoraj vsak začuti neko vibracijo, ki rečem, da je pravzaprav občutek, kako se duša ali pa višji jaz, kakorkoli temu rečeš, premika skozi tvoje telo, skozi tvoje bitje, energijo. Takrat začutiš vse skupaj, kdo si, kdo nisi, kje je kaj ujet. In to začutiš iz prve roke, ne potrebuješ več nobene filozofije, nobenega vodenja. Lahko si začneš sam izbirati stvari in ustvarjati stvari in kakorkoli se sliši ustvarjanje nekaj new agerskega in nekateri ne marajo več new agerstva, nekateri imajo to najrajše. Vseeno, vse to postane vseeno, to hočem povedati. To hočem povedati, da je to tudi v tvojem dometu. Če začutiš, da bi rad celjenje v svojem življenju in če misliš, da ne veš, kaj je celjenje, lahko to vse izveš in se naučiš zelo hitro. Ni ti treba nič več čakati, odlašati. In o tem bi rad danes spregovoril, namreč sam sem še vedno po precej letih celjenja, še vedno ni to čarobna palčka, da bi kar čez noč odpravila vse težave v življenju. Ti pa lahko spremeni življenje, tako kot ga je meni, zelo močno in ti naredi, ti prinese ti upanje, kjer ga prej ni bilo. Začneš uživati v stvareh, začneš početi stvari, ki jih prej nisi upal in tako naprej in tako naprej. Da povem, kaj sem se naučil danes, kaj mi je postalo malo bolj jasno. Kadar imam slab dan, kadar je več dni zaporedoma slabo vreme, ne samo zunaj, ampak tudi znotraj, in se počutim, da nekako mi nič ne gre, da zapušavam, da namesto da bi nekaj ustvaril, nekaj pametnega naredil s seboj in svojim časom, da enostavno nisem, da sem ta čas izgubil, zavozil. Na kakršenkoli način se počutim slabo, recimo, da pojem preveč slabih stvari, da se odzivam preveč negativno, tako kot nočem biti negativen, da se počutim, da nečesa ne zmorem v splošnem, da ne zmorem, čeprav bi rad. Čeprav bi iskreno rad bil boljši, rad bi bil karkoli. Sem ujet, počutim se ujetega lahko. Zelo dolg časa, več ur na dan, ves dan, več dni, saj poznamo to. In potem to postane že kar navada, postane nekaj, s čimer se že skoraj sprijazniš oziroma se ujameš, tvoja zavest se tako nekako izgubi v to, da sploh več ne veš, tako kakor če si v smrdljivem prostoru dalj časa, ga nehaš vohati, ta smrad, in tako pač deluje naša zaznava. Na isti način lahko nehaš zaznavati, da pravzaprav na nekem nivoju ti sam ti sam upiraš svoji moči, bežiš od svoje lastne moči. Spet, to se lahko sliši zelo hitro, zelo filozofsko in poduhovljeno. Ni pa nujno, da je tako. In bistvo tega, kar
sem sebi danes povedal, je, da glaven razlog, da se izgubim, je, da pridem v stanje, ko neham čutiti čustva, ko mi tok čustev in občutkov preneha funkcionirati, ustavi se in iz kakršnega koli razloga, ali je to pretekla travma, ali podedovan vzorec, sploh spet ni pomembno. Dejstvo je, da sem danes v dobu malo bolj jasen pogled, da lahko preprosto recimo izkričim zamašek. A ne, seveda ni nujno spet, da grem v kakršnokoli skrajnost, lahko sem zraven tudi nežen, ampak videl sem, da prejšnjič sem že videl, da ne upam čutiti jeze, ker je to narobe, ker pač nisem jeznorit, jaz sem miren človek, to je znak inteligence in civiliziranosti in tako naprej. In vse te sodbe so me ustavljale, da si nisem dovolil čutiti jeze, kadar je pač prišla v meni, je bila v meni in tako naprej. In v resnici mi je bilo strah izraziti jezo. Strah mi je bilo, sram in strah. Strah tudi zaradi posledic, kaj si bojo drugi mislili, kaj mi bojo nazaj naredili, če bom jaz pokazal jezo, kaj mi bo mami naredila, me bo kaznovala in tako naprej. Ampak dejstvo je, da me je še vedno strah pri mojih 48 približno letih, me je še vedno strah in verjetno to velja za marsikoga v tem življenju. Ne glede na to, koliko si star, kakšnega spola si, kakšne barve si. In prvi korak za mene je, da se zavem, da si sam delam ta zamašek, recimo. Ne bom trdil, da si vse v življenju, vse negativne stvari sami ustvarjamo, ker to zelo hitro zbode kogarkoli, tudi mene lahko. In včasih so zunanje okoliščine težke, ne? In včasih je naša uporniškost morda nepotrebna, morda smo pripravljeni si vizualizirati, kako se odpiramo v nove odločitve, ki so se nam zdele nemogoče še minuto prej. In spet, ko rečem vizualizacija, opazil sem, da lahko taki prijemi pomagajo. Odvisno, kako se sam počutiš. Sicer si lahko sam izmisliš, domiselno ustvari si svoja orodja in jih uporabljaj. Važno je, da jih potem tudi uporabljaš. Ampak dejstvo je, da precejkrat smo trmasti in vztrajamo v nemoči, bolj kot bi bilo treba. Nismo samo tako močno prizadeti, da ne moremo čisto nič narediti, tako popolnoma izgubljeni, da imamo opravičilo, da ničesar naredimo. Strinjam se, da ne moremo vedno izbirati odziva na naše zunanje okoliščine in situacije, ampak morda lahko izbiramo, da se imamo radi. V večini okoliščin, če ne vseh. Da imamo sebe radi, da imamo radi vsaj en del sebe, da najdemo vsaj en način, kako se imamo lahko radi. In potem, ko imamo sebe radi in sprejemamo svoje odzive, tudi svoje odpore in karkoli že, na karkoli postanemo alergični in se nam začne upirati na sebi, lahko nekako začnemo sprejemati. Manj ko analiziramo, manj ko definiramo, lažje je to lahko. In najlažje je, če si v neki meditaciji, v neki aktivni meditaciji, kot je ta meditacija dihanja, ki jo učim, meni res pomaga, da grem skozi vse te plasti zmedenosti in ovir, v katere verjamem na določenih nivojih, da jih moram nositi, tako kot neke vrste bremena, ki jih moram nositi za sebe, za druge. In ko diham in ko začnem čutiti svoje telo in
občutke v telesu, kakršnekoli že na začetku, tudi če so odpori. Odpori, se pravi, občutki, ki mi govorijo, da ne neham z meditacijo, da je vse brez veze, karkoli že. Tako kot čez dan, da nekaj ni v redu, da z mano nekaj ni v redu, da rabim eno žlico Nutelle, da se bom boljše počutil, ali pa karkoli pojesti, ali pa se sprostiti, pogledati, ne vem, malo na Facebook, karkoli takega. Poznamo, kakšne so vse lahko te distrakcije, ki so pravzaprav vedno prisotne pri kakršnikoli odvisnosti, ne, ki je največkrat beg pred našo resničnostjo. In jaz mislim, močno verjamem, da imamo v sebi moč. Zelo pragmatično to verjamem, ne poduhovljeno, ne teoretično, da imamo moč najti nekaj, da sami si lahko najdemo nekaj zelo preprostega, s kmečko logiko, kar nam lahko pomaga narediti prvi majčken korak, da začutimo recimo to, da ne upamo izraziti jeze. Se vemo tega, nič ne čutim in to me dela odrezanega od sveta in od svoje resničnosti in čutim, da nekaj iščem zunaj sebe, kar mi bo pomagalo se boljše počutiti, da je vse v redu. In ko se tega majčkeno zavem, se spomnim, da lahko uporabim neko orodje, ki je lahko to, zaradi česar sem zdaj zakašljal, da se malo zadereš, ukriješ si lahko usta, tako da ne prestrašiš cele hiše ali pa bloka ali pa okolice. Se malo zadereš, oziroma lahko se kar močno zadereš, toliko se zadereš, kolikor se lahko, z vso močjo daš si duška, spustiš se z zavor, zvajati z verig za trenutek. Na nek lep, kontroliran, ljubeč način, še vedno kontroliran, hkrati pa prideš v tisti občutek, ko nisi več kontroliran, ko ne nadziraš. In to bo tudi tema naslednje e-skupine, spuščanje nadzora, kar precej ljudi res potrebujemo v svojem življenju, da spustimo nadzor, da nehamo ves čas stremeti za tem, da bi bili popolni v očeh drugih in sebe. In ko si daš dušek, ko res greš do konca v eni malenkosti, kot je to, da se izkričiš, kar lahko traja 10 sekund, 1 sekundo samo, da spustiš en močen krik v polšter. In nekaj se premakne, nekaj začutiš, da se ti en zamašek odmaši za kratek čas mogoče in lahko začutiš neka čustva, ki jih že dolgo nisi čutil. In če si med meditacijo tega dihanja, ki ga učim, se ti takrat lahko pojavi močna vibracija v telesu, lahko začutiš srečo, svobodo, vse to iz prve roke direktno v svoji energiji. In potem greš lahko naprej, kamorkoli že želiš iti, lahko postaneš veliko bolj jasen glede tega, kaj sploh želiš v življenju, kaj to je. Spet bom rekel v poduhovljenem izrazu, kaj je tvoje poslanstvo. Zakaj bi bilo pravzaprav slabo razmišljati o svojem poslanstvu? Mogoče smo tukaj na tem svetu za več, kot samo da preživimo iz dneva v dan. In poskrbimo, da bojo še naši otroci mogoče preživeli in potem za kaj dosti več pa nimamo energije. Kam gre večina naše energije? Do vseh teh odgovorov lahko sam prideš. In nekje je treba začeti in verjamem, da imamo vsi vse pograjeno to moč, da lahko začnemo. Če ti to zanima, me lahko vedno kontaktiraš za kaj več. Na moji spletni strani borutlesjak.si. Hvala. Smo povezani. Srečno.